Predvolilna jutra na Kaprisu. V vaši družbi Žiga Rustja in Manca Hribovšek. Supervolilno leto se nadaljuje, 20. novembra bodo na vrsti lokalne volitve, zato smo kandidatom dali možnost, da se predstavijo tudi pri nas v kratkem intervjuju. Danes je z nami kandidat za župana občine Piran, gospod Gašpar Mišič. Pozdravljen. Dober dan. Dober dan. Gospod Mišič, pred 4 leti ste v tem času sedeli tu kot kandidat za župana mestne občine Koper. Župan niste postali, ste bili pa zadnja leta koprski občinski svetnik. Pa dajmo za začetek. Koper leta 2018 in Koper leta 2022. Vas je aktualni koprski župan prepričal, da si zasluži ponovno izvolitev, ali morda na tem mestu župana vidite ponovno Borisa Popoviča? Glejte, Istra je ena in edina in vsem nam skupna, tako da te administrativne meje meni ne pomenijo toliko kot mnogim drugim. In upam, da se bomo kmalu odvadili ločevati po administrativnih mejah. Želim si, da bi bili bolj enotni in bolj skupno nastopali tudi na globalnem trgu, ne samo zaradi promocije turizma, ampak zaradi boljšega življenja vseh nas, ki tu bivamo. Vsi dnevno migriramo od Ankarana do Pirana in vse te 4 občine nekako vidim kot eno skupnost in zato tudi podpiram, da bo to ena Istra kot taka, niti slovenska, niti zamejska, niti drugačna, ampak da je to Istra kot celota, kot sem prej rekel, ena in edina in vsem nam skupna. Kar se pa tiče 2018 in 2022 primerjava, moram reči, da se je v tem mandatu zgradilo marsikaj. Nadaljevalo se je projekte, ki so bili zastavljeni že prej, v času županovanja Borisa Popoviča. Aleš Bržan ni bil nič slabši župan v smislu učinkovitosti, mogoče z malo manj pompa in malo manj, bom rekel, tega potence, ampak zgrajeno je bilo vse in obljublja se še več, tako da sem vesel, da je ta mandat bil učinkovit. Predvsem sem pa vesel, da se je v tem mandatu formirala pika, torej koordinacija vseh županov, vseh 4 občin, kajti tako smo bolj učinkoviti in bolj resni v odnosu do države, ker ti marsikaj pade in propade od projektov, velikih projektov, vkolikor ni enotnega nastopa v odnosu do države. Pomagati si moramo sami, če želimo, da nam država pomaga. Pa mislite, da če bi bili vi izvoljeni v Piranu in Popovič v Kopru, bi lahko sodelovali normalno za skupno mizo, torej kot ste rekli, enotna pokrajina Istra? Jaz mislim, da ja, tudi z Borisom Popovičem sem jaz krasno sodeloval, ne nazadnje sem bil v Kopru zaradi odličnih idej, ki so zaradi razvojnosti, zaradi zgodbe, ki mi je bila všeč. Koper je imel svojo pot, svojo razvojno pot in nihče ne more reči, da se je mandat ali pa 4 mandati župana Borisa Popoviča niso bili učinkoviti. Tudi jaz učinkovitost postavljam na prvo mesto in mislim, da kdorkoli bo župan v občini Koper, se bo dalo sodelovati. Ne izključujem nobenega, vendar poudarjam pa, da je mandat župana Aleša Bržana bil učinkovit in smatram, da je bil dober župan. Poglejte, naše seje so trajale 40 do 50 minut, za razliko od piranskih sej, ki so trajale tudi cel dan ali pa celo 2 dni. Absolutna neučinkovitost pri vodenju sej in tukaj smatram, da če ta koncept, ta model vodenja sej prenesemo v Piran, bomo že naredili korak v pravo smer. In če se vrnemo v leto 2018, ko je zelo odmevala vaša kampanja, se boste mogoče spomnili tudi tega trenutka. Ne stoj, prosim te, ustrahovati ljudi na Marjeti, ti prosim. Nehaj, Gašpar, kdo ustrahoval, pekli so ti ribe spodaj. Kajti gospod Popovič potrebuje počitnice iz preprostega razloga, zato ker naj se spočije on, naj se spočije Koper. Ti moraš postati boljši človek. Poslušaj, boljši človek, samo dobro veš, koliko sem jaz tebe pomagal, kaj je dostojno otroka s tvojim sinom, kaj je bilo, kdo ti se pomagal. Kako bi to komentirali, če se spomnite? No, gledajte, je šlo za en trenutek slabosti takratnega župana, glede na to, da sva bila res ne samo sodelavca, temveč tudi prijatelja, predvsem tudi prijatelja, zato sem tudi neumorno delal, tudi nisem štel ure, ali je bilo to zjutraj, popoldan ali pa zvečer, po polnoči, če bo treba karkoli pregledovati in ukrepati tudi v času neviht. Kot direktor Marjetice Koper sem ponosen na svoje delo in tudi na sodelovanje, ko je bilo. Vendar v nekem trenutku se je zgodilo nekaj, kar meni ni bilo kot človeku čisto tako
v redu in zato sem se odločil, da potegnem ročno in da odidem iz Kopra in da ne bom več sodelavec od takratnega župana. In tukaj se je pač začelo krhati, vendar midva z Borisom Popovičem se nisva nikoli skregala. Šlo je za ene argumente, ki sva si nekako izmenjala par besed in smatram, da je moje sporočilo bilo dovolj jasno, da sodelavce in prijatelje se ne postavlja tako, kot je postavil on takrat. Zato tudi sem se odmaknil iz te zgodbe in tukaj sem naredil konec, vendar sodelovati pa sem sposoben za vsakim. Jaz nisem zamerljiv kot nekateri in maščevalen še manj, kot so to nekateri. Torej trdite, da bi v primeru morebitnega sodelovanja z gospodom Popovičem bi temu segli v roko gospodu Popoviču in sodelovali naprej z njim? Jaz smatram, da je po 4 letih počitnic in da je razumel moje sporočilo, da je postal boljši človek. V bistvu v dobroti ni vse. On ima marsikaj, učinkovit je zelo. Če bi imel še odnos do sodelavcev in do prijateljev, potem bi bilo z njim vse v redu. Kako potem takem vidite, da bi morebiti bili vi izvoljeni v občini Piran, gospod Boris Popovič v mestni občini Koper, kot 2 župana bi si segla v roko, bi šla skupaj na kavo, zgladila spore, kako bi to uredila? Po bistvu nisva midva nikoli bila v sporu. Jaz lahko sežem v roko vsakemu, vkolikor gre za interes razvoja skupnosti, za razvoja naše skupne Istre. Tu ne postavljam ime in primek, nekako se mi zdi, da jaz nisem vezan na nobenega človeka v moji zgodovini, tako ali drugače. Čustveno sem vezan na tiste najbližje, na starše, na mojo družino, vendar na vse ostale sem nekako na lastnih izkušnjah ugotovil, da so sentimenti v poslu in v službi mogoče nepotrebni, iz preprostega razloga, zato ker moraš gledati na učinkovitost. Če se ozreš na vsako, nekako če si preveč tenkočuten, potem stvari ne gredo naprej, ker marsikdo tudi blefira. In potem tudi stavi na to, da boš nekomu pač oprostil določen spodržljaj, zato ker pač je malo zajokal na tvoji rami ali kakorkoli že. Zato čustva nekako dajmo na stran, rezerviramo jih za družinske člane, za najbližje, za vse ostale pa bodimo profesionalni in obnašajmo se resno. Kajti, ko primeš krmilo barke, takrat v bistvu, ne glede na vreme, moraš znati reagirati v vsakem trenutku. Nekateri, ki vas včasih niso najbolj marali, danes priznavajo, da ste odličen direktor javnih podjetij, najprej Marjetice, zadnja leta Piranskega okolja. Bodite iskreni in res ne se izogniti odgovoru, morate pa izbrati, je Gašpar Mišič boljši podjetnik ali politik? No, gledajte, učinkovitost mora biti prisotna tako v podjetništvu kot v politiki. Jaz mislim, da na vseh pač področjih življenja človek mora staviti na, v bistvu moraš biti objektiven, moraš biti realen. In zakaj učinkovitost? V bistvu, mene ni tam, kjer ni razvoja. Tam, kjer sem jaz, je razvoj doma. Mene ni tam, kjer se cepeta. Jaz se odmaknem, ko stvari izgubijo smisel. Izgubijo smisel pa takrat, kadar res vidim, da v bistvu bodi si je prisotno neznanje, bodi si, ne vem, da so politična nagajanja ali politične igrice. Zato tudi ne razumem, ko se nekateri svetniki postavijo ali pa tudi poslanci nad, ne vem, določene pač zadeve, ki so pravzaprav kot recimo primer proračun. Proračun je pravica občank in občanov. To ni, bom rekel, poligon za politične razprtije, bom, ne bom, kdo bo kaj naredil in tako naprej. Zato bi marsikdo, ki kandidira, bodi si za občinski svet, bodi si za poslanca, potreboval tudi izobraževanje, nekako da pozabi na svoje osebne interese, še bolj pa na strankarske interese in da pred vsemi temi interesi postavi interes skupnosti. To je meni dejansko najbolj pomembno. Če malček drugače postavim vprašanje, kaj je vam bliže? Torej biti podjetnik ali biti politik? Eno izberite. Meni je bliže biti podjetnik, zato tudi, če za nazaj malo, ko me je gospod Boris Popovič povabil iz Marjetice na občino, jaz se ne vidim kot občinskega uradnika, tudi kot župan se ne vidim, da sedim v pisarni 8 ali pa več ur. Jaz sem človek terena, človek prakse, tudi sedaj na okolju Piran je sklep moj, da morajo biti vse vodje, najmanj 30 do 50% delovnega časa na terenu, kajti takrat se rešujejo problemi so tam, ne v pisarnah. V pisarnah je, pač rešuješ občasno lahko, kaj napišeš, pripraviš si pač naloge, pregledaš, kaj moraš narediti, vendar kot javno podjetje pa smo tam, kjer nas ljudje potrebujejo.
Tudi osebna izkaznica vsakega župana ali pa direktorja javnega podjetja ni ta papirček, ki ga lahko pokaže ali pa da nekomu v roke. Osebna izkaznica je podoba našega kraja, naše občine, naše Istre, pač naše regije. Mogoče tisti, ki vas še niso pogooglali ali pa pogledali po internetu, niti ne vedo, da je vaše pravo ime Nedeljko, da ste iz Đakovega med Slavonskim Brodom in Osijekom, tako rekoč bližje Madžarski kot Sloveniji. Kako govorite, kako imate še kakšen odnos do svojih korenin? Gledajte, perfektno, idealno. Moje krstno ime je bilo Nedeljko, zato ker sem se rodil v nedeljo, tako da krščen v cerkvi, absolutno ponos, naredil sem vse zakramente, tako da imam v bistvu en dober spomin na mojo pokojno babico, ki nam je ogromno dala vsem nam. Jaz sem eden od 6 otrok, sem samorastnik in sem ponosen na svoje samorastništvo, na to, da sem nekaj dosegel in to privoščim vsem. Jaz imam praktično vse. Zakaj pa ne bi imeli še več tudi občanke in občani občine Piran? Z mojim znanjem in izkušnjami lahko to prenesem, svojo učinkovitostjo. To sem dokazal, da znam, zmorem in hočem pomagati naši razvojno upočasnjeni skupnosti pri odpravi tako urbanističnih anomalij kot izgradnji manjkajoče družbene in gospodarske javne infrastrukture. Ampak v bistvu Gašpar je v bistvu ponovitev vašega priimka. Gašpar Mišič je vaš priimek in ste si Gašpar dali tudi v ime. Odkot ta ideja? Nisem od nobenega nič vzel sem samo iz svojega priimka. Moj pokojni tata je bil Dane Gašpar Mišič, moja pokojna mamica je bila Marica Gašpar Mišič in tukaj sem ostal, nisem se nekako razcepil na karkoli drugega. Leta 2018 ste na svojem Facebooku zapisali: življenje vas bo testiralo vse dokler ne boste popolnoma izklesani. Nas pa sedaj zanima, ste sedaj popolnoma izklesani ali vas življenje še vedno testira? In če ja, na katerem področju? Glejte, vedno vnovič ugotovim, da ne znam vsega. In tisti, ki reče, da je naučen vse, da je vse doživel, se je zmotil. Iz dneva v dan se nekako učimo in je tudi prav in smo odprti za učenje. Mislim, da človek, ki ponavlja in misli, da se je že formiral, da se je zmotil. In jaz sem pripravljen tudi na kritike in zato sem vesel, če ste videli, ko nekdo kritizira moj kakršenkoli dejanje ali pa poskuša zaradi pač nekih njegovih interesov. Vedno sem spoštljiv in se zahvalim tudi za kritično mnenje in zakaj se ne bi tudi izboljšali. Kad človek nekako vidiš sliko z enega zornega kota in morda spregledaš marsikaj. Zato tudi sedaj, ko malo analiziram vse župane, kjerkoli že. Veste, ko nekdo postane župan, si misli, da je od Boga poslan, da je on tisti, ki odloča o vsem in tako naprej. To je res. Tako to mu dajo občinski odloki, zakonodaja mu daje ta privilegij, vendar napaka je, ko župan spregleda, da je odvisen njegovo početje, njegova dejanja, morajo biti usklajena z občinskim svetom, morajo biti usklajena z občankami in občani, s krajevnimi skupnostmi in tako naprej. Tukaj postavlja na prvo mesto predvsem to skupnost in sodelovanje, zato ko bom izvoljen za župana, bom povabil prav vse občinske svetnice in svetnice k sodelovanju, da postavimo prioritete, to, kar je naš skupni imenovalec, to moramo uresničiti. Vse ostale zadeve, ki pa niso prioriteta, so pa nekako, kot bi rekli, češnjica na tortici, ki bo, če bo, ko bo, kajti najprej moramo vložiti v aorto, kajti naša aorta je tista žila dovodnica, ki je ošvoh, ki je slaba, ki je že razpokana, ne pa v kapilarni sistem. Ker vsak vložek v kapilarčko zahteva tudi vzdrževanje. Pravi, moraš nekje to dobiti, da lahko financiraš. Če pa aorta poči, kjerkoli že, bodo tudi kapilarčke se posušile. Zato je moj namen, da nekako združim, integriram interese vseh političnih strank in list, da vidimo, kaj je bilo narobe v preteklosti, kje so župani delali napake, kje so občinske svetnice in svetniki delali napake, da jih mi ne ponavljamo. Kajti v tem mandatu, jaz si želim učinkovit mandat. Tam, kjer sem jaz, je razvoj doma in želim tudi, da smo vsi ponosni na občino Piran, ne samo mi kot prebivalci občine Piran, temveč tudi tisti, ki zelo radi pridejo v občino Piran na počitnice, kajti ko si nekdo izbere počitnice v Piranu, mora oditi iz Pirana tudi spočiti. Marsikdo, ko obišče našo občino, zaradi urbanističnih anomalij, ko imajo domačini občutek, da jim turist krade njihov življenjski prostor, so večkrat v sporu in odidejo ne spočiti. To pa je slabo in za nas in za njih. Zato si želim, da imamo harmonijo v občini Piran, da ponujemo tisto, zaradi česar človek pride k nam počivati in tudi mi.
da se počutimo z ljudmi, ki pridejo k nam v našo občino, nekako, da smo en od drugega odvisni, da naše storitve, naše predelke, naše poščine, karkoli že damo na mizo, da od tega tudi nekaj imamo. To je moj namen. S tem predvidevam, da si predstavljate, kako bi moral biti tudi konec koncev sestavljen nekako občinski svet, če želite zadovoljiti želje vseh strank in list. Kako pa to vidite v občini Piran? Je na občinskih sejah ponovadi zelo, zelo vroče. No, gledajte, ni v Piranski občini, to je ta mandat pokazal. Nekako je bil nek naslov v Primorskih novicah pred parimi dnevi, ki je povedal marsikaj o dogajanju v občini Piran. Zakaj je temu tako? Najprej sodijo občanke in občani ali pa volivke in volivci. Zakaj je občinski svet ali pa seje občinskega sveta v Kopru so potekale gladko? Zato, ker smo se pred sejami dobili, pogovorili, dogovorili, odprta vprašanja rešili pred sejo in na seji smo bili učinkoviti. Zato so seje trajale večina sej. Lahko tudi analizirate trajanje sej v Piranu, v Izoli in Kopru in na Karanu in boste videli, da so bile seje pod 1 uro v občini Koper. Kar se pa tiče ankaranskih sej, ko sem bil v Ankaranu, veste, z gospodom Starbčnikom in z občinskim svetom, mi smo vse sklepe sprejeli soglasno. Opozicija in pozicija. Zakaj? Zato, ker smo se pogovarjali. Zato brez dialoga ni moč voditi nobene skupnosti. Jaz, če se navežem na naslov v Primorskih novicah, to verjetno mislite na svetniško zasedbo, so imenovali kar Piranska ladja norcev. Ste se na to navezovali? Ja, na to. Pa se strinjate s tem? Ja, jaz se strinjam, da je prav bila taka ladja neusklajena. Zdaj, ali so bili, včasih so zase rekli nekateri, da gre tukaj za cirkus, za otroški vrtec. To je bilo žalitev za otroški vrtec. To, kar se je dogajalo veliko krat v bistvu, jaz si samo želim, da se takšni mandati ne bi več nikoli ponavljali. Tako neučinkovito vodenje sej se ne sme ponoviti. Seje morajo potekati še posebej zato, ker so snemane, ker to občanke in občani vidijo. Taka burleska, kar se je dogajalo na teh sejah, je bila nepotrebna in sramotna za občino Piran. No in če ostajamo v Piranu, kjer kandidirate že 4. nazadnje pred 12 leti, zapisali ste, da je Piran danes, če se tudi navezujemo malo na to, občina z motnjami v razvoju. Če lahko na kratko opišete, kaj ste pravzaprav s tem želeli povedati. Pa se v bistvu občina motnje v razvoju, to je pač, to čutimo vsi, ki smo doma v Piranu. Čutiš, da se ne premikamo v pravo smer, da smo v bistvu umetniki pri zavračanju državnega denarja, tako tudi evropskega. Razvoj, lahko rečemo, gre mimo nas. Enostavno, pogledajte, zastavilo se je ogromno. 2,5 leta je trenutni župan Đenio Zatković delal na EPK-ju. Delali so na izgradnji ribiškega pristanišča. Nekaj let, ne samo v tem mandatu. Delali so na marsičem, kar se ni uresničilo. Nagajali so mi pri izgradnji Mostovža za Jernejev kanal, kjer smo dobili zelo ugodno posojilo od Slovenskega razvojnega regionalnega sklada, zelo ugodne obresti na 20 let. Enostavno, gledajte, nekako imamo odpor do razvoja. Ne vem, sramoto, nacionalno in občinsko smo trpeli v Jernejevem kanalu, probleme smo imeli povsod. Gledajte, nosilna občina je bila za EPK Piranska občina. Dobili smo podporo Trsta, dobili smo podporo Istre na hrvaški strani, dobili smo podporo vseh 4 občin v Istri in kaj se je zgodilo? Edino občinski svet občine Piran ni potrdil strategije. Le zakaj? Je napaka v komunikaciji, je napaka v čem? V besedilu, v strahu, kaj se bo zgodilo z direktorji javnih zavodov in tako naprej. Vse to bi moralo biti razčiščeno že bistveno prej. Torej jaz smatram, da je problem ta, bom rekel, anomalija, ki se je zgodila v občini Piran, posledica neučinkovitega vodenja, posledica premalo komuniciranja, posledica pomankanja dialoga. Dobro. O Jernejevem kanalu bomo že čez kakšen trenutek, še prej pa bi lahko z vami eno tako simpatično igro speljali, če bi lahko nadaljevali stavek, glede na to, da ste znan tudi po temu, da ne šparate z besedami. Najlepši del slovenske Istre je? Piran. Najslabša županova odločitev pa je bila? Veliko jih je bilo. Če bi morali eno? Že to je, da je kandidiral, je bila napaka. Torej pred 4 leti, ko je kandidiral? V bistvu gledajte, župan Đenio Zatković ni sam kriv, da je bil izvoljen za župana, bil je premalo učinkovit za moje kriterije. Bil je izvoljen, začuden, sam je bil začuden na tem
In kar se je zgodilo v občini Piran, že po enem tednu ste videli in to se je dogajalo in se je vleklo 4 leta. In tukaj je pač napaka. Napak je več, težko bi rekel eno. Veste, zdaj na ad hoc, da reči, ena napaka je največja, najhujša. Veliko napak je bilo storjenih, privoščim pa njemu, vkolikor mu volivke in volivci namenijo glasove, da bi bil izvoljen še en mandat, kajti nič ni izključeno. Veste, tudi v preteklih mandatih se ni naredilo veliko, pa so bili župani izvoljeni še en mandat, tako da tudi Đenijo Zatković je lahko izvoljen še en mandat ali pa še 3 mandate na koncu koncev. Mene ne bi nič presenetilo v občini Piran. Na večerjo bi povabili? S kom bi šli na večerjo? Na večerjo, z marsikom, z dobrimi ljudmi. Nekdo, ki mi je pri srcu, ki je dober, zakaj pa ne. Kdo je za vas vzor ali pa primer dobre osebe, ki bi... Glede na mojo zaposlenost in zasedenost, da imam premalo prostega časa, da v 3 letih in pol nisem bil niti enega dneva na dopustu in tudi ne na bolniškem, predan sem delu. Najbolj uživam, če sem na kosilu na večerji z mojo družino, s Tatjano, z otrokoma, z Jakatom in Mihatom, z vnukoma, Mihajlom in Nikolo, skratka z temi, ki jih imam najrajši na svetu in z njimi bi delil vsako večerjo in vsako kosilo, kadarkoli pač. In vesel sem, kadar ob nedeljah ali ob sobotah lahko sedemo skupaj za isto mizo. Moj najljubši spomin iz najstniških let je? Veliko. Igral sem v enem bendu bas-kitaro, tudi v tamburaškem orkestru kontrabas. To so bili lepi trenutki, imeli smo veliko nastopov, veliko koncertov. Tako da takrat sem bil glasbenik, pravzaprav, kar sem potem nekako ob prihodu na srednjo pomorsko šolo zanemaril in vedno bolj zanemarjal. Sem se predal bolj umetnosti, slikarstvu in sem bil potem tudi galerist kar nekaj časa. Še vedno imam galerijo v Grožnjanu, v Hrvaški Istri. Tako da, v bistvu, ja, moji glasbeni trenutki, ko sem odraščal. Na sladoled k bučkutu v Luciji ali v kakao? Bučko v Luciji ali kakao obe imata, pa bom rekel, med temi dvemi najrajši Rajfu. Rajf v Portorožu je eden tak zelo simpatičen, sedaj že pokojni, ampak njegov sin in hči nadaljujeta to tradicijo in mislim, da imajo pač vsi dober sladoled, tako Rajf kot kakao in tudi bučko. K bučkotu ponavadi grem na kapučin, v kakao tudi na kapučino, na sladoled pa k Rajfu. Facebook stran Okolja Piran je res domiselno urejena. Kdo je zadolžen za ideje in objave? Naša odlična Jana Pines, to je bitje, ki je posvečeno svojem delu, ima veliko kilometrino na tem področju, je pa iskrena in poštena in resnično. Ob njenem prihodu na Okolje Piran je čutiti veliko spremembo na bolje, komunikacijo tako interno kot eksterno. To je zelo pomembno in Facebook stran oziroma ni nič druge kot ena komunikacija z našimi občankami in občani. Ampak to, kar se pa ne vidi, je pa ta komunikacija med sodelavkami in sodelavci. Ne spregledamo niti enega rojstnega dne, ne spregledamo nobenega posebnega dogodka, tudi vmesne poroke, ki so bila pa rojstva otrok. Družimo se, nazdravimo. To, kar sem počel na Marjetici Koper, nadaljujem tudi na Okolju Piran, kajti ta motivacija, to spoštovanje sodelavcev je zelo pomembno. Jaz sem samo prvi med enakimi. Delam z njimi, sodelujem z njimi, sem preprost, direkten, znam tudi pozdigniti glas, vendar znam tudi pohvaliti, kadar je delo dobro narejeno. Če se lahko malo pošalim, pečete tudi ribe skupaj? Tudi pečemo ribe skupaj, sicer se skrijemo nekam, da nas ne vidijo vsi, pa imamo na Sipu tam izjemno lokacijo, kjer je sicer stara delavnica, kjer je vse zapuščeno in vse tako, bom rekel, tudi neugledno za tiste, ki so občutljivi na prostor, ampak mi se počutimo lepo. Mi si postavimo mize in takrat, kadar so trenutki, ko zaključimo z delovnim časom, se zelo radi podružimo in to se ni zgodilo malokrat. Prosim, če za en kratek odgovor in sicer na vprašanje, Luko Koper ste želeli preimenovati v Port of Slovenija. Zakaj? Takrat v bistvu je bila bolj, bom rekel, retorična misel in provokativna namenoma, zato ker v bistvu, da ljudje razumejo, da je Luka Koper naš izjemen potencial razvojni, da ni to samo v bistvu zgodba Kopra, temveč širše regije. Luka Koper je naša
primerjalna prednost, geostrateška lega, izjemna, ki nam da tudi politično moč, ki jo nismo znali bolje izkoristiti. Predvsem je bil to apel pa poziv politike, da razumejo, da pustijo Luko Koper že enkrat na miru, da ne smejo dejansko tako politično posegati v poslovanje te luke. Videli ste, da se predsedniki uprav menjajo hitreje kot kjerkoli v katerikoli drugi gospodarski družbi. In Luka Koper je nekaj, kar lahko, mi nimamo marsikaj, ampak imamo to, kar imamo in to geostrateško lego. To Luko Koper premalo upoštevamo. To je naš tak izjemen razvojni potencial. Če bi imeli boljšo povezavo železniško med Luko Koper in našim tržiščem srednje in vzhodne Evrope, tja do Poljske, mi bi bili lahko najboljši. In problem Luke Koper je, da nima v bistvu tovora za povratno smer. V Luki Koper izkrcajo ladjarji, za nazaj pa nimajo, zmanjka in tovora, zato tudi ne hodijo k nam in rajši hodijo v severnoevropska pristanišča, kjer vozijo 2000 nautičnih milj dlje. Zato še vedno nič ni in nikoli ni prepozno, vendar naša politika se mora poenotiti. Izkoristimo ta naš izjemen geostrateški položaj za uveljavitev tudi večje geopolitične moči v regiji. Najbrž imate kar pogosto tudi telefon v rokah. Če pogledate mogoče, koga imate med zadnjimi 10 klicanimi številkami, ali pa kdo je vas poklical zdaj v tem trenutku? V tem trenutku klicala me je moja Tatjana, v glavnem slišala se z Matjažem Ukmarjem, ki vodi to našo kampanjo, in tudi ostali prijatelji, ki se nekako Egon Štibil, ki me je predlagal za župana, kar že danes dela, praznimo namreč plovila iz Jernejevega kanala, kar se moramo pripraviti do 14. novembra, ko je začetek del, tako da smo kar v akciji. In upate preveriti na telefonu? Tudi če preverim. Telefon je izključen. Uporabljate mogoče tudi Viber ali pa WhatsApp ali Messenger? Tudi, evo, gledajte, Steljo Jugovac, Matjaž Ukmar, Jure Butorac, Bogdan Pajek, Neli Fatorič, evo, to so moji pač danes. In seveda tudi Ademiji, ker sem klical, da grejo nekaj pospraviti okrog Jernejevega kanala, ker zjutraj sem tekel mimo in sem pač opazil, da je neurejeno zaradi naplavin, ki jih je voda dvignila na cesto. To je to. Ok, če nadaljujemo, res prosim, da strnete odgovore in na kratko odgovorite. Po Kopru, Ankaranu, Piranu niste nikoli pomislili, da bi kandidirali v Izoli. Zakaj mislite, da po vseh teh poskusih še vedno niste postali župan v nobeni od istrskih občin? V bistvu, veste kako je, jaz, vkolikor bom dobil zaupanje občank in občanov občine Piran v tem mandatu, bodo lahko ocenili, da če bi mi dali glas prej, bi ta občina bila bistveno bolj razvita kot je, ker to sem dokazal ne samo v Luki Koper in Marjetici in okolju, tudi v zasebnih podjetjih. Tako da v bistvu tam, kjer sem, je razvoj doma. Mogoče nekoga iritira ta moj način komuniciranja, mogoče nekoga moti uspeh, mogoče nekoga moti nekaj drugega. Vendar jaz vem, da tam, kjer sem bil, sem za seboj pustil odlično stanje. Če te sodelavke in sodelavci pogrešajo tam, kjer si bil, kaj češ lepšega občutka in lepše zahvale. Če so te veseli ljudje, ko te srečajo na cesti, da ti ne obrnejo hrbta, da te povabijo na njihove domove praznovati rojstni dan z njihovimi otroci. Je treba to nekako sprejeti in to je meni veliko zadovoljstvo, da tam, kjer si, da ne puščaš slabih občutkov in to je pač moje vodilo. Iskren sem, mogoče koga moti iskrenost, tudi rad povem v obraz vsakemu, tudi če naredi napako, tako kot jaz rad sprejmem kritično mnenje, tudi kakršnokoli opasko, ki mi mogoče ni uprit, ampak jo sprejmem in nisem zamerljiv, kar je velika prednost, za razliko od nekaterih, ki so zamerljivi. Te nekateri, kaj bi povedali tudi kakšno ime, na koga točno mislite? Pa ne, nekaj ljudi je zamerljivih, vse se prepoznajo. Ko jaz govorim, da je nekdo zamerljiv, tisti, ki zamerijo, oni se prepoznajo in to je dovolj. Mislite, da je med temi tudi trenutni župan Đenjo Zatkovič, s katerim sta v bistvu v začetku sodelovanja imela res tako lepo pozitivno vez z dobrimi odnosi, očitno je sodelovanje bilo na tekočem programu, ampak
V zadnjih mesecih pa je začutiti nekaj trenj. Kaj pravzaprav mislite, gospodu Dženiju Zatkoviču, v nekaj stavkih? Dženiju Zatkovič je izjemen človek, pošten. On je nekako začel komunicirati na svoj način, morda mu svetovalci to pač nekako narekujejo, da mora biti bolj odločen in da nasprotuje bodi si meni, bodi si drugim kandidatom za župane, kar jaz mislim in ocenjujem, da je to napaka. No, mi dva, ko se pogovarjava, tudi sedaj, ko smo imela soočenje za svet na kanalu A, sva izjemno lepo komunicirala. Tudi drugače nasplošno, če se dobiva kdaj na kavi, poklepetava. Jaz sem dobro sodeloval z Dženijem Zatkovičem. Njegova velika pomanjkljivost je pomanjkanje odločnosti. Če sva se danes nekaj dogovorila, pa je bil prisoten tudi na razgovoru, naprimer, Andraž Eler, ki je hotel pomagati pri pridobivanju evropskih sredstev. In smo se dogovorili, kaj bomo naredili za jutri in pojutrišnjem. Ne, zgodilo se ni nič. Niti v enem mesecu, niti v letu in pol. Torej, problem je, ko se enkrat odločiš in rečeš, nisi suveren. Pa reče, moram vprašati vodjo kabineta, se moram posvetovati s tem in z unim. Ok, si se posvetoval, gremo zdaj naprej. Ali je odgovor? To lahko strnemo v to, da ga cenite kot osebo in nekoliko manj kot župana. Predvsem je napaka, njegova velika napaka je v bistvu to cepetanje, neučinkovitost, neodločnost. To, kar je on sedaj, on je dal na šolo 4 leta županovanja in zdaj po 4 letih je boljši. Se je izpilil, je nekako bolj odločen. Ampak to je nekako, zdaj si zamislite, da imamo mi župana, ki se bo učil vsaka 4 leta, da rabiš uverturo 4 leta in potem po 4 letih to je nuno. Skratka, neučinkovitost občutijo predvsem občanke in občani in turisti, ki obiščajo našo največjo turistično občino. Zato si mi ne moremo privoščiti tega cepetanja. Ocenjujem, da je občina Piran po več mandatih neučinkovitosti, neučinkovitega vodenja zrela za bolj učinkovito vodstvo, za človeka, ki bo prišel, če so volitve, da mu reč karikirano, v nedeljo, v ponedeljek z ekipo začel delati. Če že govorimo o tem, da boste že v ponedeljek po volitvah začeli delati, katere so tiste 3 glavne točke, na katerih boste najprej naredili korak naprej? Res kratko, torej 3 glavne točke, s katerimi boste začeli v primeru, da boste izvoljeni, vaše županovanje. Gledajte, prvo je treba spoznati sodelavke in sodelavce, te v večini poznam, staviti na bolj učinkovito občinsko upravo, treba iti na reorganizacijo, absolutno, če hočemo biti učinkoviti, torej to je prvo. Potem pa seveda garažna hiša v Piranu ne sme stati. Mi smo že začeli proces sprejema OPPN-ja za garažno hišo. Lokacija je pod mestnim stadionom, ki je najbližja 350 metrov do Pirana, do centra. Lahko je tudi alternativna še kakšna druga lokacija. To se bomo pač z občankami in občani pogovorili. In seveda je kanalizacija tista, ki jo moramo absolutno popraviti. Kajti ne smemo si privoščiti, da bi kakršnekoli odplake puščali neprečiščene v morje, kajti turistična občina smo. In še marsikaj, potem so normalno tukaj stanovanja za mlade družine, so dostopi do Sečovelj in tako naprej. Začeti projekti, ki so se začeli v tem mandatu, jih je treba nadaljevati, ne jih blokirati, kot se je dogajalo recimo enkrat v preteklosti, kar je predhodnik ali pa predhodna struktura zastavila, da je treba vse potem ustaviti. Ne. Jaz sem zato, da se dobro nadaljuje, da se pa seveda absolutno vzpostavi tudi dialog in komunikacija z občinskimi svetnicami in svetniki, kajti brez dobre ekipe, brez dobrega tima, vse, kar obljubljamo, je zastonj. Jaz pravim tako, programi so pomembni, ampak še bolj pomembno je, kdo je sposoben te programe tudi udejanjiti. Vi ste že omenili, da so vam nagajali pri Jernejevem kanalu, obljubili smo, da se bomo na to zadevo tudi vrnili. Je Jernejev kanal v bistvu en trn v peti, tako vaš kot občine Piran? Glejte, jaz nekako sem gledal tako, občina Piran ima eno krilo, je Jernejev kanal in Sečoveljske soline, drugo krilo je pa Fiesa, pozabljena Fiesa, ki tudi čaka, da se jo bolje umesti v prostor, oziroma da se nekako tam začne neka zgodba, seveda so naravna, kjer Fiesa mora ostati zelena. Jernejev kanal je pa nacionalna sramota, bolj nacionalna kot lokalna. Ampak ker smo mi tu doma. Opazoval sem ta kanal in začel sem že leta 2019 s tem, ko sem bil v
še predsednik krajevne skupnosti Lucija in začeli smo delati na tem projektu. Občina Piran je dobila vodno dovoljenje in ga ni nadaljevala, pustila je tako. Tam so se slikali številni ministri, državni sekretarji, župani, podžupanje, vendar ni bilo učinkovitosti. In ko sem prišel za direktorja okolje Piran, sem takoj začutil izziv. Poklical sem odvetnika Aleksija Možino, ki je na tem projektu že delal, kajti brez pravne podlage ne morete nič. In to smo potem nadaljevali. Dali smo vlogo za vodno dovoljenje, to smo dobili. In na koncu sem dobil pogoj strani župana in občinske uprave, da me bodo podprli pri tem projektu pod pogojem, da ne gre ni en sam evro iz občinskega proračuna. To sem razumel kot izziv in sem obljubil, da bom naredil samo vzdržen projekt. To sem tudi izpolnil. Pridobili smo gradbeno dovoljenje, zagotovili smo financiranje, od prvotne zamisli do končne je prišlo do 30% podražitve projekta, vendar tudi zaradi stanja na trgu, podražitve energentov in tudi zaradi izbire boljših, bolj kvalitetnih materialov. Nismo šli na navadne borove pilote, ampak na duktilne pilote, ki so trajnejši. Imamo izkušnje v ribiškem pristanišču Strunjan, kjer so nam vsi piloti zgnili dobesedno, jih je čas v 2-3 letih vzel in smo jih mogli menjati oziroma izpuliti ven. Ne moremo si privočiti, da pod Mostovžem imamo pilote, ki jih bomo menjali vsake 2 leti ali pa 3 leta. Tako da kvaliteten material, torej macesen, torej sibirski macesen oziroma visokogorski macesen, to je projekt, ki bo v bistvu en začetek razvoja v pravo smer občine Piran. Ne gre za dosežek tega mandata, gre za dosežek vseh dosedanjih mandatov, da se končno začne prava razvojna, v bistvu nekako razvojno razmišljati in razvojni ciklus. Veliko projektov je pred nami. Jaz vidim izziv zgraditi garažno hišo. Vem, da bom imel nagajanje, vem, da mi bodo nagajali nekateri civilne iniciative. Poskušal se bom dogovoriti, vendar bom ustrajal. Ustrajal bom za dobro ljudi, ustrajal bom, da zgradimo pomanjkljivo družbeno in gospodarsko javno infrastrukturo in bom skušal dobiti večino na svojo stran. Rabim samo 51, da je večina, in če bom imel večino, spoštoval bom pa tudi naravovarstvene zahteve, kulturnovarstvene pogoje in delal bom v smeri, da v tem mandatu, če ne naredimo vsega, kar sem zapisal v svojem programu, da naredim vsaj toliko, da če odidem kdaj z te pozicije, da odidem s ponosom. Kakšnega turizma pa si želite za občino Piran in kakšne naj bodo zabave? Ali je kanela dokončno stvar zgodovine in ali ste bolj za masovke za mladino iz vse Slovenije ali manjši koncert za goste iz Italije? Oziroma kako to vse skupaj združiti v neko celoto, da bodo vsi zadovoljni? Glede, zaprti ali pa ukinitev kanele je bila velika napaka predhodnikov. To je dokaz, da so bili premalo upeti v kraj, da niso čutili to energijo, ki jo izžareva ena kanela in Dragan Sojić in ta ekipa, in jaz si bom prizadeval, da kanela pride nazaj v Portorož, na boljšo lokacijo, ne daleč tam, kjer je bila, ker je nesmisel sedaj spet razbijati in uničevati investicijo, to bi bilo potratno. Nekako v Portorožu pa bi pričakoval več turizma in manj hotelizma. Problem Portoroža je, da so lastniki seveda od vse povsod bolj finančne družbe in gledajo na Portorož razen izjem, seveda. Nekako kot da turist hodi k njim zaradi hotelskih sob, zaradi njihovih barver, juh, postelje, mogoče pogleda na morje, vendar kje je vsebina? A je pomembno, da pride gost in da ima zajtrk v hotelu, to že razumem, da mora imeti in kosila in večerje tam, da se premalo promovirajo naši lokalni predelovalci, da naši predelovalci, ko pospravijo svoje poljščine sedaj v novembru, pri nas praktično sezona usahne. Zakaj ne bi delali več na odpravi sezonskosti turizma, ampak iskreno sodelovali? November in december mora biti mesec utripa. Mi imamo izjemno klimo, kar nam v bistvu povedo vsi, ki pridejo k nam. In zakaj nimamo sezone takrat, kadar v bistvu pokamo po šivih, po naših predelkih in dajmo to ponuditi, naše vino, oljčno olje in še marsikaj, mesni izdelki v tej Istri. Imamo toliko bogatstva, da če bi ga znali bolje izkoristiti, bi bili naši hoteli polni 365 dni v letu. Še odgovor na to vprašanje, torej masovke za mladino iz vse Slovenije ali manjši koncerti za goste iz Italije?
No, gledajte, manjši koncerti, predvsem za nas domačine in tudi za dobrodošli so vsi, tudi iz Italije in z Hrvaške. Zakaj pa ne? Masovke, gledajte, odvisno kako razumete. Masovka, ko imamo velik, recimo Portoroške noči so nekoč bile, vendar problem Portoroža je, kot se je pokazalo tudi na letošnjem koncertu na plaži v času poletne sezone, da nimajo ljudje kje parkirati, da so kolone vozil, da se vse ustavi, vse se praktično blokira. Zato moramo nujno delati na izboljšanem mirujočem prometu, na boljši povezavi do Pirana. Jaz si želim, da bi čim prej zgradili optimizirano hitro cesto Jagodje-Lucija iz 4-pasovnice v 2-pasovnico in da zgradimo tudi garažne hiše na obrobju Portoroža, na obrobju Pirana, v Luciji in da, ko nekdo pride k nam, ko nas obišče ob Špici, da imajo tudi kje zaparkirati. To je naš velik hendikep, čakalo se je preveč, predolgo. Želim si, da se tudi ta cesta, ki deli Lucijo na 2 dela, nekega dne, ko bo zgrajena hitra cesta Jagodje-Lucija, ki bo pravzaprav cesta somestja, ker tranzitni promet mora iti od Kopra na Dragonjo, da bomo imeli enkrat tam tudi centralni park in pod tem centralnim parkom garažno hišo, ker veste, da stari bloki na 30. divizije, na Fazanski, Šolski, Ukmarjevi ulici in ulici Obala, tudi na Podvozni, niso bili grajeni pravilno oziroma premalo je bilo parkirnih površin. V tistem času pač ni bilo veliko avtomobilov, vendar danes je to akutni problem in rad bi v bistvu rešil to urbanistično anomalijo. Povezal bi Lucijo kot celoto. Na eni strani imamo otroški vrtec, šolo, na drugi strani imamo pa upravno enoto, zdravstveni dom, lekarno. Rad bi nekako to ni stvar tega mandata, to je stvar naslednjih mandatov, ampak v tem mandatu jaz sem že začel s procesi z Darsom, bil sem že na prvem sestanku, sprejeli so to pobudo kot izjemno, pozitivno, je že del zapisnika, je že del naročila idejne zasnove in gremo naprej in upam, da bo ta Lucija nekoč tudi združena, da bo to mesto prihodnosti. Mi smo se odpravili tudi na ulice Lucije, Portoroža in Pirana in povprašali občani in občanke, katero vprašanje bi radi zastavili kandidatom za župane. Zato vas prosim, da si izberete 2 številki od 1 do 10. 10. In še eno? In 1. Torej začnemo pri vprašanju številka 1. Kako priti na Hrvaško, da turisti ne grejo v vasi? Nujno bi trebalo postaviti prometne znake, Kroacija, Ravno. Ne pa ljudi se gubijo, iščejo po spletu. No, to je naša velika težava, zato ker imamo v GPS-u absolutno povsod vse odprte smeri. Absolutno občina Piran mora zahtevati, da se v GPS-ih usmeri pravilno na Hrvaškem, ne da vse posod imate možnosti preko teh krajšnic priti tudi do Hrvaške in normalno, da potem nas obremenjujejo. Postavili so znake 200 € globa, kar sicer je učinkovito. Postavljajo se študentje v poletnem času, da preprečijo, da vozijo turisti mimo, predvsem kemperji, ker se potem tudi zagozdijo kje v vaških jedrih. Je pa potrebno absolutno štartati na GPS, da se vse druge naše krajšnice ukinejo, da imamo zgodbo. Ampak to je kratkoročni ukrep. Dolgoročni ukrep je, da se promet preusmeri na Koper-Šmarje-Dragonja in da imamo pač tu promet samo lokalni, za tisti, ki hočejo priti k nam, ne pa da trpimo že desetletja problem tranzitnega prometa in zato je treba delati na hitri cesti Koper-Šmarje-Dragonja in hitri cesti Jagodje-Lucija, seveda optimizirano, ne 4-pasovnica, 2-pasovnica, da se promet tranzita ne konča in ne nadaljuje skozi občino Piran. Pa gremo še na vprašanje številka 10. Jaz bi hotel samo postaviti vprašanje glede razsvetljavo na Punti Piran oziroma kdaj jo mislite izboljšati. Glede, problem razsvetljave v občini Piran, predvsem te javne razsvetljave je tudi samo pazi, marsikdo misli, da smo kot okolje Piran zadolženi za javno razsvetljavo, pa ni res temu. Petrol ima koncesijo, podkoncesionar oziroma podpogodbenik je javna razsvetljava Ljubljana in za javno razsvetljavo Ljubljana so delali dolgo časa na Marjetici Koper, vsaj v času, ko sem jaz to vodil. In sedaj ne vem, kako je, vem pa, da je to problem in da na občini Piran samo en človek skrbi za to, to pa je Valter Klobas, ki je premalo na terenu. Več vidim jaz, kot vidijo vsi oni in jaz sem velikokrat klical
in urgiral, zato ker ne samo, da je problem razsvetljave na punti, problem je razsvetljave povsod. Problem je tudi tam, kjer je razsvetljava postavljena, da ne gori in da nihče ne opazi. Cel mesec je bila Belokriška ulica brez razsvetljave in to v času poletne sezone. Čakali smo, da se to popravi. Po 4 urgencah so končno prišli popraviti razsvetljavo. Absolutno je treba razsvetliti vse naše skrite kotičke, že zaradi tega, ker tam, kjer ni luči, posebej v poletnem času, se dogaja marsikaj. Mi s tem tudi zaključujemo današnji pogovor, tako da se vam res zahvaljujemo, da ste si vzeli čas in prišli. Še kaj morajo torej občani in občanke, ki bi radi volili za vas 20. novembra, obkrožiti na volilnem lističu? Katero številko? Jaz mislim, da je številka 6 srečna številka, razvojna številka za župana in številka 15 za listo GGM in mi. In hvaležen bom, če se občanke in občani tako odločijo, in to hvaležnost bomo vračali z razvojem, z dialogom, z učinkovitostjo, z marljivostjo. Ponosni boste na nas, to mi lahko verjamete, to obljubljam, ker sem srcem doma v občini Piran in vedno sem pokazal in dokazal, da rad vračam kraju, v katerem sem uspel. Uspel sem v Piranu in to bom tudi izpolnil, verjemite mi, da ja. Najlepša hvala, gospod Mišič, in srečo na volitvah. Hvala tudi vam. Predvolilna jutra na Kaprisu. Kapris, številka 1 na Obali.